Pozdravljeni, mir z vami, dobrodošli na kanalu Aropir Balkans. Evo, dobrodošli v tretji epizodi Zaveze z Noetom iz knjige Call of the Wise. In končali smo pri podatku ali v bistvu tej naraciji, ko je v bistvu, kako se je Noe imenoval, kako je Noe dobil svoje ime, ter klipajoči, se pravi, to je iz te zgodbe, ko je angel prišel do njega in mu razbil vse posode, ki jih je on delal, in on je potem rekel, zakaj si to naredil, in angel mi je odvrnil, da zaradi tega, ker je hotel Noe pač priklicati potop nad človeštvom, kar angelu ni bilo ravno najbolj všeč, in zgodilo se je to, kar se je zgodilo. Zgodilo se je namreč, da je pač prišel potop in rešilo se je samo 8 ljudi, in to je to. In ta primer, ki je omenjen v prejšnjem posnetku, jasno demonstrira, da se je skozi vsa ta leta od časa, ko je prišel potop, ta barka ustalila. Se pravi, Noetova barka je, se pravi, na gori Džudi, se pravi na Mont Džudi, in je Bog izstavil Noetu račun, ker je klical uničenje nad svoje ljudstvo in je celo napravil primer iz tega, kako ga demantirati po vseh teh letih. Po potopu je Bog vzpostavil novo zavezo z Noetom in bila je zaveza, ki je bila drugačna od prve zaveze. Druga zaveza je bila sestavljena iz novih zapovedi in zakonov, ki so bili odsotne v prvi zavezi. Sveta Biblija omenja detajl Noetove zaveze in njenih zakonov. Evo, citiram iz Biblije. Se pravi, Bog je blagoslovil Noeta in njegove sinove in jim rekel: bodite rodovitni in se množite ter napolnite zemljo. Vse živali zemlje in vse ptice neba naj se vas bojijo in trepetajo pred vami. Tudi vse, kar se giblje po zemlji, in vse ribe morja, vse to bodi v vaši oblasti. Vse, kar se giblje in živi, naj vam bo za živež, tudi vse zelene rastline vam dajem. Le mesa skupaj z življenjem, to je s krvjo, ne smete jesti. Tudi za vašo kri, ki je vaše življenje, bom terjal račun od vsake živali. Terjal ga bom tudi od človeka, od vsakogar bom terjal račun o življenju njegovega brata. Če kdo prelije človeško kri, bo človek prelil njegovo kri. Zakaj po svoji podobi je Bog naredil človeka. Seveda, to je zelo konkretno in se nadaljuje. Vi pa bodite rodovitni in se množite, bodite številni na zemlji in namnožite se na njej. Potem je Bog rekel Noetu in njegovim sinovom: glejte, zavezo sklepam z vami in vašim potomstvom, ki pride za vami. Pa tudi z vsemi živimi biti, ki so pri vas, s pticami, z živino in z vsemi zvrmi zemlje, ki so pri vas, z vsemi, ki so prišle iz ladje. Tako sklepam zavezo z vami in ne bom več iztrebil vsega mesa z vodami potopa. Ne bo več potopa, ki bo opustošil zemljo. Bog je rekel: to je znamenje zaveze, ki jo sklepam med seboj in med vsemi živimi biti, ki so pri vas, za vse prihodnje rodove. Svojo mavrico postavljamo v oblake in bo znamenje zaveze med menoj in zemljo. In kadar bom zbral oblake nad zemljo in se bo v oblakih prikazala mavrica, tedaj se bom spomnil svoje zaveze, ki je med menoj in vami in vsemi živimi biti in z vsem mesom. Vode ne bodo nikoli več narasle v potop, da bi iztrebile vse meso. Kadar bo v oblakih, jo bom pogledal in se spomnil večne zaveze med Bogom in vsemi živimi biti in vsem mesom, ki je na zemlji. Bog je na to rekel Noetu: to je znamenje zaveze, ki sem jo sklenil med seboj in vsem mesom, ki je na zemlji. To je Sveta Biblija, 1. Mojzesova 9. knjiga od 1 do 17. verza. In se pravi, prva zapoved, ki jo je Bog dal Noetu, je bila ista kot tista, ki jo je Bog dal Adamu. Se pravi, bodite rodovitni in povečajte se v številu in napolnite zemljo. Bog je izbral, se pravi, druga zaveza je dokaj slična prvi zavezi, se pravi, v tem se ne razlikujeta, se pravi, ta poziv ali ta ukaz je bil isti. Se pravi, ta zapoved, ki je Bog dal Adamu in Noetu, da sta rodovitna in da se ne množite, je ostala ista od prve zaveze in druge in se ni spremenila. Ukaz o izogibanju drevesa ni bil v drugi zavezi, ker drevo tega edenskega vrta ni bilo več. Ker človeštvo ni bilo več v rajskem vrtu, zapoved o izogibanju drevesa spoznanja ni bila več uporabna. Gospod je dal Noetu nove zapovedi, ki niso bili del prve zaveze in niso bile narejene prej, kot je uživanje mesa.
Bog je prepovedal Noetu jesti žive živali in Noe je lahko jedel samo tiste živali, ki so bili zaklane kot daritev Gospodu. Od tu naprej je suna ali tradicija običaj v islamu, da se je le meso živali, ki so bili zaklane na halal dovoljen košer način in ki so bili obrnjeni v smeri, se pravi proti kibli, smeri in orientacija, in nad njim se je izgovarjalo Božje ime. Tako je potekal zakol živali kot daritev. Bog je v drugi zavezi tudi prepovedal kakršnokoli drugo vrsto umorov ali ubijanja ljudi ali katerega koli živega bitja. Tako je Bog rekel, da bo zahteval obračun in izdal odlok o kazni za umor, bo usmrtitev. In ulijul azam, se pravi tisti z največje odločnosti, je koranski izraz, ki se uporablja za opis prerokov zaveze. In se pravi, ti preroki zaveze so bili zadolženi za vzpostavitev božanskih zakonov in sodne prakse s človeštvom. Preroki zavezi, ki jih je poslal Bog človeštvu, je 5. To so prerok Noe, prerok Abraham, prerok Mojzes, prerok Jezus in 5. je prerok Mohamed. Kar zadeva Adama, se pravi Adam je bil tudi spremljevalec božanske zaveze, vendar ni eden od ulijul azam prerokov, ker je prelomil zavezo. Od Udmana ibn Asaja, tukaj je hadis, ga bom navedel, iz Samaje, ki je rekel, se pravi Abu Abduli je rekel, se pravi Udman ibn Asaja, Božja beseda, se pravi, bodi torej potrpežljiv, kot so bili odločni, se pravi najbolj determinirani, se pravi ulijul azam. On je rekel, to so Noe, Abraham, Mojzes, Jezus in Mohamed, mir je z njimi in z vsemi božjimi preroki in njegovimi poslavci. In se pravi, rekel sem, Otman ibn Asaj je rekel, kako so postali ulijul azam. In je rekel, ker je bil Noe poslan s knjigo in versko sodno prakso, tako da so vsi tisti, ki so prišli za Noetom, delali po Noetovi knjigi in njegovi verski sodni praksi in njegovi metodi, dokler ni prišel Abraham s svetimi spisi in svojo voljo je pustil Noetovo knjigo ne zaradi neverevanja. In vsak prerok, ki je prišel torej po abrahamskem nastopu z Abrahamovo versko sodno prakso, njegovo metodo in svojimi svetimi spisi, dokler Mojzes ni prišel s Toro in z močjo volje zapustil svete spise. In tako je vsak prerok, ki je prišel za Mojzesom, delal po Tori, njegovi verski sodni praksi in njegovi metodi, dokler ni prišel Mesija z evangeliji in močjo volje je zapustil Mojzesovo sodno prakso in njegovo metodo. In tako je vsak prerok, ki je prišel po Mesiji, delal po svoji sodni praksi in metodi, dokler ni prišel Mohamed in prinesel svoj Koran, svoj verske zakone in njegovo metodo. Tako bo njegov halal dovoljeno, ostal halal dovoljen do sodnega dne in njegov haram nedovoljeno, bo ostal haram nedovoljeno do sodnega dne, zato se tudi ulijul azam tisti z odločnostjo od poslancev, se pravi od rasulov, in to je bilo iz Bihar al-Anvara, knjiga 65, stran 326. In torej, da zaključimo tole epizodo, torej vsi preroki in glasniki, ki jih je skupaj 124.000, vsa njihova sporočila sodijo v eno od omenjenih verskih sodnih praks iz Adamove verske sodne prakse do verske sodne prakse Mohameda. Božji preroki Abel, Set, Enoh in ostali preroki, ki so bili med Adamom in Noetom, so delali po verski sodnih praksi Adamove zaveze. Druga zaveza z Noetom se je pa nadaljevala do časa Abrahama. No, to je to za danes. Upam, da se vidimo v naslednji epizodi, kjer bomo še bolj temeljito razčlenili to, kar sem povedal danes. Imejte se fajn in lep pozdrav. In every day and age there is an ark which we must board. And that ark is the ark of salvation, and that is the wilayah of the Imam of the time. And the Ahl Bayt alayhim salam, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi and his descendants, the divinely appointed Imams, they said, we are the ark of Noah. Our example is the example of the ark of Noah. Whoever holds on to us is saved, and whoever abandons us is destroyed. And so they draw this parallel for all human beings to understand and to see that even though they're not living in the time of Noah, and they're successors of a different prophet, and that is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the matter is the same.